Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. V okviru participativnega proračuna je bil izbran projekt za saditve evkaliptusov po Kopru. A ni nujno, da bo občina tudi dejansko zasadila evkaliptuse. Projekt Mestne občine Koper Predlagam odločam, v katerem občani predlagajo projekte in o njih glasujejo v okviru participativnega proračuna, je zaključen. Letos je bilo za predlagane projekte namenjenih 960.000 evrov. Eden izmed projektov, ki je preslal prvo fazo evalvacije in bil tudi izbran, je projekt zasaditve evkaliptusovih dreves. Zasaditev dreves je predvidena na območjih, kjer primanjkuje naravne sence. Natančno časovnico izvedbe novih zasaditev, število dreves in lokacije bodo na občini določili v sodelovanju s predlagateljem projekta in arboristi. A to še ni vse. Poleg lokacij in števila dreves bodo določili tudi, ali bodo sploh zasadili evkaliptusova drevesa. Ta veljajo namreč za invazivno vrsto. Seveda ni nujno, da bodo ravno evkaliptusova drevesa tista, ki jih bomo zasadili. Seveda je treba pogledati tudi, ali gre za ustrezno vrsto, ali bo to, kar bomo pa določili v skladu z posvetom z arboristi. Kot je še dejala, so prve 3 faze participativnega proračuna zaključene, sedaj jih čaka še umestitev izbranih projektov v proračun in sama izvedba projekta. Ko bodo projekti umeščeni v proračun, pa bo projektu določen Bo projektu določen tudi skrbnik na strani Mestne občine Koper, ki bo skupaj z predlagateljem projekta bomo poiskali najustreznejša mesta in pa seveda tudi najustreznejšo vrsto. Torej, drevesa bodo zasajena, vprašanje ostaja le kje in katero vrsto dreves bo občina zasadila. Z izvzemom hitre ceste iz vinjetnega sistema med Škofijami in Koprom, kljub številnim pobudam civilnih iniciativ, ne bo nič. Civilne iniciative Slovenske Istre si že dolgo prizadevajo za izvzem hitre ceste med Škofijami in Koprom iz vinjetnega sistema. Zaradi tranzitnega prometa iz Italije se promet vse bolj kopiči na lokalnih cestah, ker številni ne želijo plačati vinjete za to, da prevozijo le 10 km vožnje po hitri cesti. S tem, da se tranzit še vedno odvija po lokalnem omrežju, se pravi, hitra cesta ne opravlja svoje naloge. In ne opravlja zato, ker ima neustrezen cestninski sistem. Zdaj, Dars nekako ni hotel nas nikoli poslušati, vedno se zgovarja, da potem se mu podre sistem. Glejte, gre za sistem, ki se ga lahko spremeni. Cestninski sistem bi lahko bil bolj fleksibilen. Bilo je že veliko razmišljanj, da bi okoli mest bila drugačna cestnina. Vemo, da določene regije v Sloveniji sploh nimajo avtoceste, recimo Tolminsko. Vemo, da nimajo nekje na Kočevskem in tako naprej. Ne? In se pravi, težko naredimo enoten sistem za celo državo, bi pa lahko se naredilo kombiniran sistem. Se pravi, da vsak dobi z plačilom cestne takse, ki je davek v bistvu, ki ga vsi plačajo, ki registrirajo vozila, da bi lahko določeno kvoto prevozili s tem. Za turiste bi pa morali poceniti ta odsek. Uvesti še dnevno vinjeto, ki bi bila bistveno cenejša, kot je ta tedenska, in bi na način naredili to cesto privlačnejšo. Na kratki rok pa bi lahko, tako kot je bil Markovec izvzet ven, ker ni paralelne državne ceste, ker je bila obalna cesta ukinjena v morju, je vsekakor primeren ukrep, da se odsek med Škofijami in Koprom trenutno vzame ven iz cestninskega sistema. Na ta način bi se olajšala do izgradnje celotne hitre ceste do Dragonje, prav gotovo bi se olajšale razmere. Civilne iniciative Slovenske Istre so na Ministrstvu za infrastrukturo naletele na gluha ušesa. Ministrstvo za infrastrukturo se že vse od uvedbe vinjetnega sistema cestninjenja sooča s težnjami, da bi se hitri cesti H5 in H6 na obali izvzeli iz omenjenega sistema cestninjenja, pri čemer naši argumenti ostajajo vse skozi enaki, saj zagovarjamo enakopravno obravnavo vseh uporabnikov cestninskega omrežja ter enotnost sistema cestninjenja osebnih vozil. Ob tem je treba izpostaviti tudi, da obe hitri cesti izpolnjujeta pogoje za obvezno cestninsko cesto po zakonu o cestninjenju. Pregel pravi, da je promet prerasel slovenski avtocestni sistem in da bi ga bilo zaradi stalne rasti prometa potrebno nadgraditi. Pred 30 leti, leta 1995, ko je bil spet prvi nacionalni program, smo ga takrat delali z vednostjo, da bo treba čez 30 let imeti že novega.
Vmes so se zgodilo 2 prenovitvi programa. Ne? Zadnja oko leta 2000, nekaj čez. Ampak nekako ni se dogradilo v tem smislu, da bi se nadgradilo obstoječega. Vsi smo mislili, da zdaj, ko smo imeli avtocesto, bo to kar tako obstalo. Promet raste vsako leto v povprečju 3%. Letos je baje na Primorki, sem zdaj nazadnje nekaj prebral, 1,5% narasel, medtem ko na Dolenjki pa 6%. Ne? In se to v bistvu, ta stalna rast prometa mora imeti tudi odziv na gradnjo infrastrukture. Na Ministrstvu za infrastrukturo se sicer zavedajo prometnih razmer, s katerimi se soočajo prebivalci na obali in pravijo, da svoje napore skupaj z upravljavcema državnih cest, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Dars d.d. vlagamo v izvajanje ukrepov, ki bi v največji možni meri vplivali na povečanje pretočnosti v času največjih prometnih obremenitev na glavnih tranzitnih poteh proti Hrvaški, saj so zastoji glavni razlog za preusmerjanje tranzitnega prometa na omrežje lokalnih cest. V tej luči si vsi skupaj z vsemi pristojnimi deležniki prizadevamo za čim prejšnjo umestitev v prostor in seveda izgradnjo hitre ceste Koper-Dragonja, ki bo prvenstveno namenjena tranzitnemu prometu in razbremenitvi sekundarnega cestnega omrežja. Prav tako si želimo, da bi prišlo do čim prejšnje izgradnje hitre ceste Jagodje-Lucija, ki bo predstavljala pomembno cestno povezavo med somestji Koper-Izola-Piran. Poleg omenjenega bo zgrajena serminska vpadnica, po kateri bi promet lahko stekel v letu 2026. S približno enoletnim zamikom od začetka gradnje serminske vpadnice se bo pričelo tudi z razširitvijo Bertoške vpadnice. Do izgradnje hitre ceste Koper-Dragonja pa je še daleč in kot trenutno izgleda, bo do takrat tranzitni promet dalje dušil obalne lokalne ceste. Piranska občina je v soboto izvajala meritve glasnosti gostinskih lokalov. Piranska občina je minulo soboto preverjala glasnost predvajane glasbe z gostinskih lokalov. Glasnost smo preverjali na podlagi odloka o podaljšanju obratovalnega časa v občini Piran in pa tudi na podlagi dogovorov z pristojnimi organi, z krajevno skupnostjo Portorož in pa tudi nekaterimi gostinci, ki so bili pri tem tudi pravočasno obveščeni. Tokratne meritve hrupa je izvajal Zavod za varstvo pri delu. Meritve hrupa so se izvajale na različnih lokacijah, tudi v neposredni bližini najbolj obremenjenih lokalov in na reprezentativnih mestih, ki jih je izvajalec izbral sam. Rezultatov meritev sicer občina še ni prejela. V tem trenutku nismo še prejeli končnih meritev, tako da takoj, ko prejmemo poročilo, bomo potem lahko tudi poročali natančnejše informacije. V primeru ugotovljenih odstopanj od dovoljenih ravni hrupa bodo zavezanci sprva prejeli opozorilo, v primeru ponovnih kršitev pa bodo izvedeni ustrezni ukrepi. Kar pomeni, da v primeru večkratnih prekoračitev hrupa lokal, ki je kršil določilo odloka, ne bo dobil soglasja občine za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. V javni obravnavi je prenovljen seznam kopalnih voda. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno obravnavo posredovalo osnutek uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Kot je ministrstvo zapisalo v uradni objavi na svoji spletni strani, je na predlaganem noveliranem seznamu zdaj 49 kopalnih voda, in sicer 21 na vodnih telesih morja in 28 na vodnih telesih celinskih voda. Ob tem razlagajo, da se je status kopalnih voda na določenih obstoječih območjih kopalnih voda ukinil, ker naj ne bi izpolnjeval kriterijev za ugotavljanje kopalnih voda. Med ta območja spadajo kopalno območje Krka, Straža, kopalno območje Kolpa, Sodevci, kopalno območje Soča pri Solkanu, na obali pa kopalno območje Salinera, Pacuk, kopalno območje Simonov zaliv Strunjan ter kopalno območje Debelji Rtič. Gre za območje tik ob klifu, ki sodi v krajinski park Debelji Rtič, kjer je prisotno erozijsko delovanje, kar pomeni krušenje klifa. To pomeni, da je že danes kopanje na lastno odgovornost ravno zaradi te nevarnosti. Tako da ta sam umik tega monitoringa za kopalce ne pomeni večjih sprememb. Kopalci se še vedno kopajo na lastno odgovornost, na kar tudi občina Karan ves čas opozarja. Ampak kaj pa v praksi pomeni ta umik kopalnega območja? Pravzaprav pomeni samo to, da se ne bojo nadzirale, monitoring se ne bo izvajal za kopalce, ponavljam, ne bo neke spremembe,
Za občino pa tudi ne, ker je to naravno območje, v katerega itak ne posegamo, to je zaščiteno območje krajinskega parka. Domnevamo pa, da je do tega prišlo zaradi ocene ogroženosti, ravno zaradi tega krušenja klifa. Ne? Hipotetično, če bi se vzelo kopalno območje, kjer je že urejena plaža, kaj bi pa to pomenilo? To bi pomenilo potem neke spremembe oziroma posege, ki jih občina ne bi mogla delati, če bi bilo to urejeno kopališče. Vendar to ni. V našem primeru to je naravno kopališče znotraj krajinskega parka. Pa bo občina dala pripombe na ta predlog? Ne načrtujemo, zaenkrat ne. Na območjih kopalnih voda zaradi zagotavljanja zdravja ljudi sicer Agencija Republike Slovenije za okolje redno spremlja kakovost vode. Naloga Agencije Republike Slovenije za okolje je zagotavljanje monitoringa oziroma spremljanja kakovosti kopalnih voda, izvaja pa ga Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Vsaka kopalna voda ima določeno vsaj eno merilno mesto. To merilno mesto se nahaja tam, kjer je največje število kopalcev ali pa tam, kjer je možnost onesnaženja največja. Kakovost vode spremljamo v času kopalne sezone. Ta je na celinskih vodah določena od 15. junija do 31. avgusta, na morju pa je določena od 1. junija do 15. septembra. Vsake 14 dni kolegi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano na posamezni kopalni vodi opravijo najprej terenske meritve, potem presodijo prisotnost nekaterih onesnaževal, recimo fenolov, mineralnih olj, detergentov, tudi prisotnost prekomerne razrasti makroalg, ter odvzamejo vzorec vode za mikrobiološko analizo. To mikrobiološko analizo pa opravijo v laboratoriju in sicer preverjajo prisotnost dveh bakterij, ki sta pokazateljici fekalnega onesnaženja. Ti dve bakteriji sta E. coli in pa intestinalni enterokoki. Kakovost vode oziroma primernost vode za kopanje pa se ocenjuje na osnovi kriterijev Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Med zadolžitvami Agencije Republike Slovenije za okolje je tudi obveščanje javnosti o stanju kakovosti vode in objavljanje podatkov o stanju kopalnih voda. V ta namen imamo na spletni strani agencije pripravljeno karto kopalnih voda. Iz nje je razvidno, kje so kopalne vode, kakšna je temperatura vode na najbližji hidrološki postaji in pa tudi kakšni so sprotni rezultati glede na prisotnost obeh fekalnih bakterij. Kopanje v rekah, jezerih in morju sicer ni omejeno le na območja s statusom kopalnih voda, saj se lahko kopamo povsod, kjer ni izrecno prepovedano. Kljub temu pa na Ministrstvu za naravne vire in prostor priporočajo, da za kopanje v površinskih vodah raje uporabljamo območja s statusom kopalnih voda. Karto kopalnih voda in ostale informacije lahko preverite tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Električni skiroji so lahka prevozna sredstva in na cestah jih je čedalje več. Pozdravljeni. V tokratni anketi smo z mimoidočimi po Kopru preverjali, kaj menijo o električnih skirojih. So okej, ima so preveč izpostavljeni. Kako to misliš? Pa, da se lahko hitro poškoduješ. Ja. In se ti zdi, torej se ti ne zdijo varno prevozno sredstvo? Pa tako, odvisno kdo ga vozi, ne? Nimam kakšnega posebnega mnenja, tako da tudi nimam ga zaenkrat, pa pomaga tudi ne bom imel. Raj imam kolo, kakor pa tako. In kaj se vam zdi to varno prevozno sredstvo? Mislim, meni se zdi kolo bolj varen, kot pa skiro. Zato, ker nisem tudi so brez čelad pa tega, tako da ne, meni se zdi tako mečkaj navaren to. Vsaj tak je moj mnenje. Ja, in kaj se vam zdi, da upoštevajo vozniki skirojev cestnoprometne predpise in pravila? Kaj pa vem, no. Mislim, prej bi rekel, da kakšni so kar malo tako res hitro grejo. Mislim, gre res ta skiro ful hiter, tako da je kar malo navaren. Zdaj pa, če ne upoštevajo kakšni, je lahko kar hiter kakšna nesreča, nevarna. Maybe it's dangerous, I think. Why? Because many people drive so fast and have no helmets. Therefore, I think it's very dangerous. Se
Sì. Sì. E la gente che li guida pensi che guidano sotto le regole o... No. E cosa fanno sbagliato? Non so, vanno troppo veloci in mezzo alle persone e comunque non stanno molto attenti. Alcuni, altri sì. E tu guiderei questo cosa o No, preferisci? preferisco skate. Preferisci skate? Sì. Kot te vem, nimam mnenja, ne uporabljamo ga, tako da. Ma se vam zdi, da je to varno prevozno sredstvo ali ne? Ko gledam, ne. Zakaj? Včasih vem, da se kar hitro vozijo, Ker brez poznamo- čelade pa tako. Ne, poznam ljudi, ki so že v bolnici končali, ne? So se čelju zlomili in tako naprej, ko so padli. Varno je to vozilo, sigurno nevarno. In se vam zdi, da v grobem upoštevajo predpise cestnoprometne vozniki skirojev ali ne? Mislim, da ne. Ne vem, verjetno ne, ali ja, ne vem. Nisem si še vozila z njimi. Ma se vam zdi varno prevozno sredstvo, tako ko vidite v promet? Nevarno je za pešce, ker gre pač tako tiho in ga sploh ne slišiš. Ne? In če oni ni pazljiv, je lahko tako hitro kakšna nesreča. In se vam zdi, da tako ko opazujete promet, da se držijo cestnoprometnih predpisov? Nisem tako, jaz sem bolj na vasi, pa ne bi znala povedati. Treba jih ukiniti. Zakaj tako mislite? Zaradi neodgovornosti ljudi, ki jih vozijo. Kot voznik javnega prometa skoraj, ne, bomo rekli, slušalke in samoravno, ne briga nič, če trobiš, prednostna cesta, bilo kaj in vse. Vse razumem, je lažje tako malo po ulicah, po določenih prometnicah pa ni prav. Torej se vam zdi, da večina voznikov ne upošteva cestnih prometnih pravil? Neodgovorni so. Videl sem dostikrat odrasle, pa pazijo. Mlajši so, slušalke in gas. Oni grejo, jih ne briga. In da ga jaz zadanem, ko zavijam desno, slučajno, da ga ne vidim, in mi preleti čez havbo, kdo je kriv? Jaz sem kriv. A on slušalke lepo in gremo. Ni prav. Odgovornost rabi. Ta mularija je preveč te slušalke, iPadi in to. Je pa ogromno ljudi, ki vozi in gleda. Samo je razlika v letih. Hvala lepa. Mestna občina Koper bo v Bastionu vzpostavila začasni prireditveni prostor. Vrednost projekta je ocenjena na 40.000 evrov. Koprski bastion je edina ohranjena utrdba koprskega obzidja, ki je sprva služila kot obrambna postojanka in skladišče orožja. S prenovo leta 2010, pri čemer je bilo ohranjeno njegovo zgodovinsko jedro, ga je občina integrirala v urbani prostor, dodano je bilo tudi dvigalo, ki bastion povezuje s starim mestnim jedrom. Danes služi tudi kot mestno razgledišče s pogledom na Koprski zaliv. V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan projekt, ki predvideva osnovno sanacijo in začasno rabo prostorov v času trajanja obnove kulturnega stičišča Libertas. Kot poudarja Vesna Pajič, ne gre za prenovo bastiona, ampak za vzpostavitev začasnega prostora. Želimo pa objekt po načelu začasne rabe tudi začasno uporabljati. Dokler se ne lotimo večje, obširnejše prenove, bomo izkoristili možnost, ki nam jo ponuja ta prostor v centru mesta. Z Libertasom smo se navadili, da imamo v tem delu mesta tudi sodobno in urbano kulturo in pa posamezne dogodke. In tako projekt participativnega proračuna vzpostavitev prireditvenega prostora oziroma začasnega prostora v Bastionu predvideva postavitev nadometne elektrike, ker trenutno prostor nima elektrika, zagotovitev zvočne izolacije oziroma vsaj deloma in pa seveda postavitev fizičnega varovala tega prostora, ker trenutno je kar nekaj vlomov noter in tako naprej. Vrednost projekta je ocenjena na 40.000 evrov, sanacija naj bi bila zaključena v letu 2025 oziroma 2026.
današnjo predstavo v gledališču Koper se je pričel že 4. mednarodni otroški festival pri Svetilniku. Trajal bo 7 dni. Danes je s predstavo Loli Bol in svet poln čudes v koperskem gledališču začel 4. mednarodni otroški festival pri Svetilniku. Festival bo trajal 7 dni in bo postregel številnimi predstavami za otroke in mladino. No, če govorimo prav konkretneje o novostih, bi mogoče izpostavila to, da smo želeli letos aktivneje vključiti mlade, se pravi otroke, naše udeležence z gledaliških šol in treningov, pa tudi tiste, ki jih mogoče sicer to zanima, smo povabili, da se intenzivneje vključijo, prispevajo oziroma da so del festivala, na način, da so del klovnovske povorke, ki bo predstavljala festival, pa tudi, da sodelujejo na raznih delavnicah in ne nazadnje tudi to, da smo v letošnji program vključili zaključno produkcijo naše gledališke šole oziroma ene od skupin, v katero se bodo pravzaprav priključili tudi udeleženci iz drugih skupin gledaliških šol, tistih, ki na tem festivalu niso dobili mesta za predstavitev, pa ne zato, ker bi bile kakorkoli slabše, ampak zaradi tega, ker smo se letos odločili najprej, da s tem poskusimo. Zdaj, festival je mednaroden, se pravi, to ni novost kot taka, je pa mogoče res fajn izpostaviti, da imamo tudi mednarodno koprodukcijo, ki bo imela premiero na tem festivalu, to je Naša familija v režiji Marjana Nečaka in s to predstavo bo tudi festival doživel neke vrste vrhunec. Kot omenjeno, bo festival dosegel vrhunec v torek s premiero družinskega muzikala Naša familija. Gre za koprodukcijo med gledališčem Koper, Slovenskim stalnim gledališčem Trst in italijansko dramo HNK Ivana Plemenitega Zajca Reka. Ustvarjalci festivala so poskrbeli tudi za spremljevalni program, tako bodo med drugim otroci spoznavali varno pot do gledališča, pri čemer jim bo pomagal zavod Varna pot. Prav tako na Verdijevi ulici bo potekala delavnica Varna pot do gledališča. To se mogoče na prvi pogled sliši nekaj, kar ni takoj povezano z gledališčem, ampak jaz mislim, da je ravno moč gledališča v tem, da naslavljamo različne teme, da naslavljamo mogoče tudi, da otroke učimo na različnih področjih, da pa v bistvu to znanje, da se malo pretaka in varna pot oziroma varnost v prometu je definitivno ena tematika, ki bi jo rada čim več vključila, ne samo na tem festivalu, ampak tudi v prihodnje bi jo rada nagovorila, ker se mi zdi, da je to ena stvar, ki jo nedvomno morajo znati. Otroci. Ja. In če je to nekaj takega, kar se lahko naučijo prek gledaliških predstav, delavnic in podobnega, zakaj pa ne? V sklopu festivala pod Svetilnikom bo Združenje Cirko Krok otrokom v ponedeljek pripravilo tudi delavnico Cirkuški kovček na obisku, ki je namenjena vsem, ki se želijo naučiti cirkuških vragolij. Letos se za festival pripravljamo z gledališkimi delavnicami z osnovami uličnega gledališča, kjer se naši udeleženci, tako udeleženci gledaliških šol gledališča Koper, kot tudi otroci, ki so se nam pridružili, ker jih gledališče zanima, izvajamo delavnice in pripravljamo čisto pravo klovnovsko povorko, ki bo popestrila dogajanje na koperskih ulicah. Festival se bo zaključil v četrtek s toplo in duhovito pripovedjo o osamljenem zmaju Najboljši prijatelj. Pretekli teden so najstarejši koperski betoli Rampin opazili dvojnico kulturne aktivistke Irene Urbič. Poglejmo. Ne razumem, ni mi jasno. Pepelnik. Vsak mora biti svojega. Obvezno se gremo neko neprovincialno istrsko mesto, mi smo provinca. Pozdravljeni v oddaji Kulturni napovednik. Predstavili vam bomo izbor dogodkov, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Na jutrišnji dan se v piranski občini prične mednarodni poletni festival komorne glasbe Tartini Festival 2024. Festival je, kot njegovo ime narekuje, posvečen v Piranu rojenemu Giuseppeju Tartiniju. Poleg njegovih del pa festival predstavlja tudi druga velika dela svetovnih in slovenskih skladateljev.
Na festivalu pa je mogoče slišati tudi znamenito Tartinjevo violino, za katero vedno znova poprimejo vrhunski glasbeniki. Festival bo potekal vse do 8. septembra. Da ne bomo tožili, da v slovenski Istri primanjkuje plesnih dogodkov, na Pomjanu se bo namreč odvil 24-urni plesni festival Enter the Sound. Predstavila pa se bo vrsta izvajalcev iz tehno in hard tehno kulture, ki prihajajo iz vseh sosednjih držav, nekateri tudi iz Nemčije. Ples se začne na sobotni opoldan. Janoš Pali, priznani madžarski lutkovni mojster, bo v sklopu 22. edicije PUF festivala uprizoril tradicionalno madžarsko predstavo o vitezu Lazlu. Dogodek se bo odvil na Ukmarjevem trgu v Kopru s pričetkom ob 19. uri. Nežnejši ritmi pa se bodo v večernih urah odvijali v koprski taverni, kjer se lahko udeležite koncerta znanega slovenskega izvajalca. Vlado Kreslin bo oder zasedel ob 20. uri. Na isti dan pa bo v Izoli potekal že drugi dan ribiškega praznika v Izoli. Ta ima letos 2 koncertni prizorišči na Lonki in na Velikem trgu. Na Severnem pomolu bodo potekale jadranske in veslaške regate, potekal pa bo tudi pomol okusov. Otroški program bo potekal v parku Pietro Kopo. Vzporedno z ribiškim praznikom pa bo v izolskem Arigoniju potekal večer elektronske glasbe Arigoni Live. Tam bo poleg lokalnih DJ-jev nastopila tudi britanska izvajalka Atea. Vrata prizorišča se odprejo ob 18. uri. Na sredin večer pa se lahko udeležite oživele ulice tradicionalnega dogodka Kluba študentov občine Koper, ki letos obeležuje 30. leto delovanja, za kar so se organizatorji odločili, da bodo dogodek obarvali z veliko mero nostalgije. Pričel se bo ob 19. uri z glavnimi prizorišči na Kidričevi ulici, Titovem trgu ter v taverni. V vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper se bo odvil še en večer potujočega istrskega kina Kino Istra. Tokrat bo platno osvetlil italijanski 120-minutni celovečerec z naslovom Caravaggiova senca. Pričetek projekcije ob 21. uri. Svoje mesto pred platnom pa je potrebno predhodno rezervirati. Tradicionalni četrtkovi večeri pri Špini oziroma izolskem Largu pri Špini tokrat vabijo na koncert zasedbe Batista Cadillac, ki se žal naskovije nekje med funkom, soulom in bluesom. Koncert se prične ob 20. uri in 30 minut. Na petkov večer pa se v sklopu poletnih glasbenih večerov na Titovem trgu v Kopru lahko udeležite koncerta kitarskega dueta Aritmija, ki preigrava predvsem balkanske jazz in etno ritme. Koncert se prične ob 21. uri. To je z naše strani vse, se vidimo prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.